Dobrodošli v 24. epizodi AS podcasta. Tokratna epizoda bo malce drugačna, se gostimo dva slovenska priznana nogometna trenerja. Govorili bomo o izzivih trenerjev, strategov v Evropi, s katerimi se soočajo, kakšne težave preživljajo, ne bomo pa seveda mogli niti mimo slovenskega klubskega nogometa. S Tinetom Zupanom v svoji družbi lepo pozdravljava Dejana Grabiča, že starega znanca v naših studijih, ter Slavišo Stojanoviča. Slave, hvala, ker si vzel čas in veseli smo, da si del naše dnevne sobe. Jaz sem tudi vesel, da sem tukaj, upam, da kaj pametnega povemo, predvsem pa zanimivega. Kako se v zadnjem obdobju, nekaj si že prej omenil, si bolj osredotočil se na gradnjo hiše, kako poteka tvoje življenje v zadnjem času? Ja, to je usporedna stvar. Eden izmed razlogov, zakaj sem se odločil več časa prebivati v Sloveniji, kar ne pomeni, da ne potujem, da si ne ogledujem in da nisem v nekih pogovorih v tujini za eventualno možno delo. Ravnokar v prejšnjem mesecu sem se vrnil tudi iz Manchestra, kjer sem bil na tako rekoč nekemu izpopolnjevanju v Manchester City Academy. Tako da dosti je potovanj, dosti je tudi dela izven nogometnega igrišča. Sodelujem z nekimi ekipami po Evropi, ruskimi ekipami, glede nekih taktičnih stvari nogometne igre, in to je predvsem to. Vprašanje se ponuja samo po sebi, Akademija Manchester Cityja, kaj si tam počel, kako to izgleda, kakšno megalomanski klub je to? Ja, če rečem, da je to popolnoma druga dimenzija, najbrž boste takoj že v štartu vse to razumeli. Seveda je to en koncept dela, ki je speljan res na najvišji možni ravni. Sami pogoji dela so neverjetni. Akademija ima 24 svojih igrišč, prva ekipa ima 8 svojih igrišč, veliko trenerjev, vsak trening se snema, analizira, predvsem neki talentirani fantje, ki so pod drobnogledom, na tedenski bazi se dela njihov arhiv. Imel sem srečo, da sem se srečal z Begiristajnom, z Worthingtonom, direktorjem Youth Academy, tako da kar nekih pozitivnih stvari in odprta možnost, da se seveda še pride še enkrat oziroma mogoče še večkrat. Žal mi je samo, ker nisem imel nekako dostopa do prve ekipe oziroma do Guardiola, katerega sem jaz že obiskoval v času, ko je bil v Barceloni B ekipa, tako da po vseh teh letih bi bilo fajn spet kaj spregovoriti z njim, ampak glede na situacijo in glede na trenutno stanje Manchester City je bilo praktično to nekako nemogoče, razumljivo nemogoče, ker so pač bile zadeve toliko napete, da se nisem niti upal vprašati, tako da eto, v kratki črci zaheto to. To se v bistvu kar pogosto prakticira pri nogometnih trenerjih, kar je ena zelo, mogu rekel, fascinantna stvar mogoče za javnost, da mnogokrat slišiš, da obiskujete te večje klube, spremljate delo teh največjih trenerjev. Koliko sta tega že oba mogoče doživela v življenju in poleg te izkušnje v Cityju, ki je, kot si rekel, neko vesolje, kje vam je najbolj impresioniralo to, kar sta videla, in mogoče glede infrastrukturno-logističnega dela in jasno glede tega trenažnega koncepta, kar je pri vašem opazovanju ziher najbolj pomembno? Pa jaz sem imel od teh nekih večjih, malo bolj kompleksnejših stvari, redni obiski v Barcelono v tistem času, ko je bil trener Rijkaard, ne samo sam trenažni proces, ampak lahko si debatiral z glavnim trenerjem o filozofiji igre. Jaz imam še danes kar kupico Rijkaardovih zapiskov in idej, kako se neke taktične stvari delajo in kaj je njihova ideja. Potem sem obiskal Ajaxovo akademijo in tam preživel kar nekaj časa in tam spoznal metodologijo dela vseh selekcij, ker kompletna Barcelona nekako temelji na neki
nizozemski šoli oziroma Cruyffovi filozofiji, ki je še danes prisotna nekje v vseh sferah in nizozemskega nogometa in španskega nogometa, predvsem v Barceloni in zdaj ne nazadnje seveda tudi v Manchester City, ker spet ni neki dosti daleč od te nizozemske filozofije, ker je Rijkaard tudi sam, Guardiola tudi sam parkrat povedal, da je Cruyff tisti, ki je njemu vzbudil to taktično neko drugo dimenzijo, tako da enostavno to so diametralno različna okolja, seveda eni imajo infrastrukturo, drugi imajo metodologijo dela, tretji imajo malo drugačen dostop od fiziologije same fiziologije telesa, se pravi, da se pogovarjaš z fiziologi, terapeuti, zdravniki, medicinskim štabom, tako da kar različne kompleksne stvari. Seveda so bili tudi obiski v Italiji v kakšnih klubih, ampak dejstvo je, da če ne poznaš filozofije, je težko tebi izluščiti, da obiščeš samo trening, trening in tam vidiš kupico sigurno interesantnih vaj, ki se pa včasih čisto nič ne razlikujejo od naših vaj, ki jih imamo tukaj, ali pa od trenerjev, ki delajo z različnimi ekipami na različnih nivojih. Ključno je ta informacija, zakaj se to počne, kdaj se to počne in kakšna je filozofija, kam hočejo priti s temi in podobnimi vajami. Še za konec, da ne bom preveč govoril, da to Deja nekaj pove. Sam nastop, na primer v Barceloni, je strašno bil pomemben, ker smo predtem s profesorjem Pakom, ki je bil temeljni vodja nekega novega koncepta dela, motorično koordinacijskih vaj z žogo, se z njem pogovarjali, da je on nam točno povedal, ta profesor res razložil, zakaj je to temu tako, mimo taktike. Ti, kje si bil, kaj te je najbolj navdušilo? Vem, da Bravo je veliko baziral recimo v preteklosti na Salzburgu, to neko nogometno idejo, ki vemo tudi, da je zelo specifična in tudi uspešna. Ne? Ja, načeloma smo mi v bistvu povezovali več idej. Ta, ki jo je omenil že Slaviša, spravi od Rinusa Michalsa, še to izhaja, ne? Je ena od temeljnih za razvoj mladih igralcev. Seveda smo veliko vzeli od tega, ampak zato, ker smo pa hoteli pol aplicirati na naš klub, na to, kar bo nam bolj uporabno, v tistem trenutku smo pa se bolj usmerili in opazovali in se izobraževali pri tej nemško-avstrijski šoli, predvsem Ralfa Rangnika. Na večini teh prijateljskih tekem v preteklosti smo izbirali predvsem take ekipe, se pravi, ki so modernejše, ampak bolj direktne, bolj usmerjene v nek protipritisk, v direktno igro v fazi napada. Zato smo se predvsem izobraževali pri Salzburgu, Leipzigu in podobnih ekipah. Zdaj pa v zadnjem letu, ko sem imel pa največ časa, moram priznati, da sem šel pa v drugo smer, bolj akademsko, niti ne to povezano z nogometom in zdaj zaključujem magisterij menedžmenta v športu. Aha, okej. Še ena stvar bi dodal, se upravičujem, bi čestito Gravi na tem naslednjem koraku in nekemu drugemu izobraževanju. Vedno sem bil vesel vseh svojih igralcev, ki so poleg športa še se izobraževali tudi v nekih drugih sferah življenja. Temu bi dodal še eno dodatno moje interno izobraževanje oziroma veličino trenerja Ivice Osima, katerega praktično ne poznam igralca, da ni imel samo besede hvala, in me je zanimalo, kaj je zdaj to v njegovem sistemu dela, kaj je zdaj to v njegovem videnju nogometa, ker praktično govorimo o reprezentantih bivših Jugoslavije, pa tudi nekih mojih prijateljev, bivših soigralcev, od Željka Milinovića, kot sem že prej menil, Katanca, Pixija, nekih bosanskih igralcev, in sem potem šel v srž in se pogovarjal z igralci, kaj je zdaj to, da je tako
da ga tako sprejemajo dobro in da posod, ker je bil naredil rezultate, popolnoma drugačna filozofija od teh, kar sem jih prej omenil. Tako da V kakšnem smislu? On je bil zelo direkten v nekem smislu nogometa, zelo enostaven. Znal je reči, če ima fizične sposobnosti dobre, ga bom že naučil vse ostalo. Tako da začetnik teh nekih 3 barv, kako bom rekel, obratno, na treningu. Osnovna jugo ideja, Tako je, treba znati. obratno, ja. Ampak je temeljil na tem, da mora biti fizična pripravljenost res tako dobra, ta tako zdaj popularno imenovana tranzicija, enostavna, vem, da mi je Srečko govoril, kako je imel specifične vaje, samo za njegovo pozicijo in tako naprej in tako dalje. Znal je zbalansirati tim, kdo je zadolžen, zakaj, ko Mesija, ko vodo nosi, tako je tudi. Take neke stvari in to so mi posebej poudarjali, ko mi so čakali, kdaj je tekma, da se spočijejo. To pa je bil Švabo, ne? Ja, mene pa zanima, tako kot so se igralci v zadnjem obdobju bili primorani nadgraditi, spremeniti, se pravi tisti igralec, ki je bil 20 let nazaj dober, sploh ni nujno, da bi tudi trenutno bil dober. Zanima me, če vzamemo tiste vajne Domžale iz tistega časa, iz tistega obdobja, pa danes, na kak način se morajo tudi trenerji nadgrajevati, v smislu, oziroma kaj je tista nogometna vsebina, v katera se je mogla največji razkorak narediti napram, ne vem, rečemo 20 let nazaj? Ja, jaz bom tukaj kot iz igralskega vidika, ker takrat je bil Slaviša trener v Domžalah, jaz pa nogometaš. Lahko povem, da je takrat, se mi zdi, da način treninga je bil že malo pred časom, že v tistem trenutku. To sem dojel pozneje. Vse, kar se tiče kondicijske priprave, se pravi, da je bila to nogometna kondicijska priprava. Tukaj je imel Slaviša odličnega pomočnika Martina Magistra, ki je tudi prinesel to znanje iz Barcelone med drugim. Mi smo bili bolj prepuščeni sami sebi, kot so igralci zdaj v tem trenutku. Zakaj? Ker imajo toliko več informacij. Ne rečem, da jih mi takrat nismo imeli. Mi smo jih imeli ogromno, ampak res pravih, ciljnih. Kar je meni bilo zanimivo, ali pa kar si zapomnil, so taki manjši taktični detajli od strokovnega štaba, ki ga je vodil Slaviša, ki so mi ostali že kot igralcu, sem rekel, to je pa res zanimivo. Recimo bom dal primer, mi smo imeli takrat, ne vem, v obeh letih 6 napadalcev odličnih. In že takrat smo se mi v garderobi pogovarjali, pa se ne bo dovolj priložnosti za vse, zakaj smo jih toliko prebrali, super za nas, ne? Ampak se je videlo zakaj, ker smo igrali v takšnem tempu in ti 3 napadalci so bili skoraj vedno tudi zamenjeni, se pravi, da se je samo dvigoval ritem. Zdaj pa ta detalj taktičen, ki mi je bil pa res zanimiv, mi smo na vsaki tekmi imeli skoraj navodilo Slaviša, če se spomnim, jaz se tako spomnim, ali pa dovoljenje, vezni igralci, ali pa celo branilci, da v prvih 5 minutah lobamo golmana iz centra. Ampak to je bilo tako, to je včasih bilo nevarno za gol, včasih je bil gol out, včasih je bilo. Zakaj je razlog? Zato, ker smo imeli toliko hitrosti zgoraj, da vsakeč, ko smo igrali direktne žoge čez, so prešprintavali Ljubijankić, ne vem, Cimerotić, Raković, da ne naštevam. Se pravi, je bilo vedno nevarno za gol, ampak zadnja ovira je bil ta golman, ki je stal visoko in je probal te žoge zbijati. In s tem, to je en od detaljev, da smo temu golmanu dali tako na začetku strah pri tem, da bo izletaval in pobiral te žoge. In naslednja ali pa tretja žoga čez je bila že nevarna za gol. Danes imamo recimo mogoče neko situacijo v tej svetovni trenerski eliti, da klubi več ali manj hočejo trenerja, ki ima zelo jasno identiteto. Ne? To mogoče zdaj najbolj izpostavljen primer, če govorimo o angleškem fuzbolu, mogoče Morim, ne? Glede na to, da je sredi sezone prišel, zamenjal postavitev, vidimo, da ne gre ali pa Postecoglou s to zelo specifično igro pri Tottenhamu in ni nekega prilagajanja. Na drugi strani imamo pa enega Ancelotija, ne? Ki je pa kameleon nogometni, prilagaja se non-stop. Zdi se mi, da mu nobenega uspeha dejansko ne priznavajo, da se nekako vse zgodi
kljub njemu, ne, ko mu nekaj uspe, ga noben ne bo pohvalil, ne, ampak da je šla mogoče ta, bom rekel, nova generacija trenerska in novo neka ideja klubskega fuzbola v to, da moraš biti ti zelo, zelo jasno definiran kot trener. Ne. Ti si mogoče izhajal iz nekega sistema, ki je na nek način bil tako usmerjen, ne. Ti si dal različne države, različne koncepte, različna ozadja skozi. Kako to gledata in v bistvu, kaj vam je bližje v trenerskem smislu? Meni osebno je bližji Ancelottijev stil, ker ne nazadnje imaš opravka z ljudmi, ki imajo svojo emocijo, ki imajo svoje čustva, ki imajo tudi svoje probleme izven igrišča. In če se ne znaš ti tle prilagajati in razmišljati korak pred igralcem, potem si ti prej ali pa slej v težavi. Vedno sem bil pobornik tega, da ni važno, kaj si trener misli, ker na drugi strani imaš inteligenčni kvocient zelo različen. Važno je, kaj si on misli, da ga ti lahko prehitiš in da ga kanaliziraš v idejo, ki jo imaš. Tako da Ancelotti je v prvi vrsti en velik gospod, ki je osvojil praktično vse, kar se je dalo osvojiti v vseh ligah, kjer je bil prvi. To, ker on ni pod narekovaj navalenten, da se sam sebe daje v prvi plan, to je pač odraz njegovega karakterja oziroma odraz enega spoštljivega okolja pred mnogimi leti, ki sedaj absolutno ne velja več. Zdaj moraš biti navalenten, prodoren, nesramen, poleg tega moraš imeti še družbena omrežja, da se slikaš, da narediš pomp. Ne nazadnje sem doživel, da je tudi kakšni moji kolegi imajo vodene študente, ki bojo na omrežjih pisali razne komentarje njemu v prid. Tako da to, ki je šlo daleč, to, ki še nažalost je šlo tako daleč, za mene je to nerazumljivo. Puščam svobodo. V enemu izmed razgovorov z velikimi trenerji sem tudi mi je Arsène Wenger rekel, da si uspešen kot trener v dveh poljih. Da znaš igralcu reči ne in da on to razume, in da igralec misli, da dela kar hoče in ti ga imaš na dlani. Tako da priti do teh stopenj je strašansko težko, ampak to so še vedno trenerji starega kova. Novi so malce drugačni, super je, da imaš svoj pogled, pa svojo filozofijo, pa svojo identiteto kot trener, ampak vsi teli jo isto imajo. S tem, da jim zdaj to nekako ne priznavajo, ravno zaradi prej omenjenih razlogov, po mojem mnenju. Kako bi Slaviša Stojanović obvladal Viniciusa v madridskem Realu? To je zelo težko, ne? To ni tako enostavno. Vsi mislijo, da je to, rečeš, odrežeš ali pa ne vem kaj, spravaš stran, pa ne gre to tako enostavno. Ta Vinicius več ni mlad fant, ampak je nekdo, ki ima svoj status, ime in za njem stoji pa tudi mašinerija, tako je. Mašinerija, mogoče tudi sponzorji, veliko nekih stvari. Je sigurno v nekem momentu, pri njemu se čuti neko nezadovoljstvo, ne zaradi tega, ker je pozicija v ekipi, ampak generalno nezadovoljstvo po večini tekem, ker pač doživlja razne skandiranja s tribun in njemu se to čuti in zaradi tega je še toliko bolj pod tenzijo. Vrhunski igralec, neverjetne sposobnosti. Ni samo problem Vinicius, problem je ta trojka od spredi, kako zdaj to zbalansirati, da so oni zadovoljni, da dajo svoj maksimum. Problem je pa v tem, ker sta dva pa za eno pozicijo vse tri rabaš noter. To je zdaj strašansko težko znivelirati, vzpostaviti harmonijo, da so vsi zadovoljni in da imajo ekvivalenten status. To se je zgodilo v Paris Saint-Germainu, kjer se ni znala zgodba speljati, niti s Messijem, Neymarjem in Mbappejem. Spet lahko je nam tukaj govoriti, kaj ne, ampak ko prideš
na licu mesta, ko so za vsemi temi igralci razne mašinerije, navijači, sponzorji, marketing, potem si ti kot trener res v enemu nemogočem položaju, da to spelaš na zelo prefinjen način. Treba se nekomu zameriti. Ampak načeloma pa, bom rekel, umira ta profil igralca, ki ne izpolnjuje tudi defenzivnih obveznosti. Ne. Ta Paris Saint-Germain primer, mogoče zdaj idealno, kako to ni uspelo, ne, ker so pač ti trije, realno se taka sam stal gor, ne, pa je cela ekipa mogla igrati za njih, enega mogoče še nosiš, ne, tri težko. In je tudi mogoče ta primerjava zdaj, ne, Enrique v Paris Saint-Germain, ko vemo, da on čist drugače razmišlja, kakšno ozadje, kako so sestavili ekipo, zamenjali čist filozofijo in zdaj oni nekako delujejo ultramoderno proti tej neki galaktični varianti, ki so imeli prej. Ne. Se pravi, se tudi tako, to, kar je Denis prej rekel, ne, kar se je verjetno največ spremenilo, je predvsem ta osnova je fizika, motorika, brez tega že težko igraš fuzbal danes, ne. Sej, če izhajamo recimo to, kar se že pravi malo prej dotaknil, tudi problem Manchester United, pa teh ekip ali pa Cityja, ne. Se ti zdi, da vse izhaja iz vezne linije v tem trenutku, ne? Če vezna linija težko kontrolira tranzicijo, brez Rodrija City, če vezna linija težko teče, pa se fizično tekmuje z ostalimi, če ti igraš z Gundoganom pa Bernardom Silvo na zadnjih veznih, boš težko igral moderni fuzbal, ne? In isto pa velja, če špice ti ne sodelujejo v obrambi, ne? Ja, Enrique je rekel že pred odhodom Mbappeja, je javno izjavil, da boste videli, po njegovem odhodu bomo mi boljša ekipa. Kar je bilo takrat skandalozno, ne? Ja, ampak to je to, on je vedel, o čem govori, seveda je povedal, kakšen igralec je on, normalno, to je eden najboljših igralcev na svetu. Ampak danes to brez, jaz mislim, da to res izumira, da so redki ostanki tega, da so popolnoma brez obveznosti v fazi obrambe, na zadnje Messi, Neymar in podobni, da tega skoraj ne bo več, no. Zadnjič sem zasledil podatek, da je Barcelona v letošnji sezoni 202-krat ujela nasprotnika v offside zanko, na drugem mestu je Tottenham, ki ima isto ekstremno visoka zadnja linija, 101-krat, se pravi enkrat več napram drugem zasledovalcu. A je dejan po tvojem mnenju to zdaj s to tehnologijo, ki jo imamo, predvsem kar se tiče offside zank, a je to prihodnost neke igre evropskih velikanov, ali pa ekip, v končni fazi tudi iz naših okolij, ki se borijo za najvišja mesta? To mislim, da ne moramo tako posploševati, zato ker če se odločiš za tak način igre, moraš vedeti, kaj ti prinaša. Oni se zato odločajo zato, ker po izgubljeni žogi hočejo biti zelo zgoščeni na nasprotnikovi polovici za kontrapressing. In to ti nekaj prinese, nekaj pa odnese. Saj smo videli, da so tudi že dobili gol ali dva zaradi tega, ne, zaradi tako visoke zadnje linije Barcelona. Zdaj pa, da bo to nek trend ratov mogoče, če imaš ekipo in način igre, ki je sposobna to igrati. Drugače ne. Tudi ta nekako se mi, zdaj berem, zdaj nekako se je tako razvil, da se največja taktična avantgarda dogaja v Angliji, ne, ker je največ denarja, najboljši trenerji hodijo tja, konkurenca je ogromna, skozi morajo drugemu nekaj smestiti in si izmisliti, ne. In zdaj sem bral malo te debate v angleških medijih v zadnjem času, potekajo tudi v tej smeri, a je ta pozicijski nogomet Guardiole, zdaj nekaj, kar ga v bistvu tako, kako si prej rekel, tranzicijski nogomet nekako, da ga nasleduje kot morda glavni taktični trend na svetu, ne. Imaš pa še seveda to, da z povečavo teh analitičnih oddelkov v klubih, ne, se mi zdi, da se ekstremno povečuje tudi zanašanje na prekinitve, ne, ker ti, če gledaš tekmo Arsenala, če se malo ne sramam, ne, to, da gledaš ameriški fuzbal včasih, ne, pol je pa kot, pa se vsi nameščajo 5 minut, pa skačejo v robu igrišča, pa usmerja, ne, in gre se zdi vse v neko totalno kontrolo, ker skozi neko evolucijo taktično nogometa, ki jo valjda vidva boš poznata, kam vidva, se vedno nekje nek trend konča in se nekaj novega začne, ne. Tako da, a je to neka prihodnost fuzbala oziroma kako jo vidita v nekem taktično dominantnem smislu naslednjega obdobja? Ja, neprestano se nekaj novega odkrije.
zadrži se nekaj časa in potem gre, izveni. Pride neka nova zgodba z nekimi novimi idejami, a se pa vračajo na stare ideje. Zdaj igra s 3 branilci, ker je v zadnjih 10 letih rečemo kar popularna in ogromno ekip na svetu igra v sistemu 3 branilcev od zadnjih, rečemo 15 let, 20 let nazaj, je bilo skoraj nemogoče, da je kera ekipa igrala. Ampak teh 3 branilci so bili pred 50 leti malo modifikacije, ampak obračajo se zdaj veliko prostora za kakšne nove ideje, vesoljske ideje ni, ne. Zatega se tudi osredotočajo na take neke malenkosti, kot so prekinitve, katere sem jaz. Kako bom rekel, pobornik sem tega, da treba maksimalno resno vzeti te prekinitve in to je eno poglavje, katero šele bo prišlo še dosti bolj do izraza. Letos je Arsenal to dokaj vidno pokazal, predtem je Liverpool imel strokovnjaka samo za out in tako naprej. Ampak to je področje sigurno, ki je še vedno odprto za napredek. Govorim iz lastnih izkušenj, ki bi Domžal, pa potem v nadaljevanju smo znali ogromno število točk doseči samo glede in na račun prekinitev, Zvezda, Levski, reprezentanca, tako da treba ga vzeti resno, to področje za tega, ker ga je 30 minut. Vsako tekmo, v vseh ligah na svetu. Govorimo o avtu, centralnih prekrških, goalkeeper kick in kotih, skrajšanih kotih, prekrških okoli 16-metrskega prostora. Ekipa, ki ima vse to, se pravi to 30 minut, od 28 do 32, zaokrožimo nekaj na 30. Ekipa, ki točno ve, kaj se dogaja teh 30 minut, plus unih 60, je v bistveni prednosti nad nasprotnikom. Seveda, pridejo do analiz, ekipe te analizirajo, taktični plan ti ne gre čez, vreme ti ne dopušča, da gre čez, so prekinitve tisti del, segment igre, s katerim lahko zmagaš in absolutno ne smeš zanemarjati, če smo še samo dotaknili teh prekinitev. Dejan, kar se tiče trendov igre, ne, to smo prej govorili. Mislim, meni je zanimivo, kako je tudi ta strokovna javnost vedno sledi trendu, recimo v Barceloni, tika taka, potem naprej vse, kar je razvijal Guardiola. In se potem sprašujem, zakaj se sledi temu trendu, ko veš, da je to najboljša ekipa na svetu ali pa med najboljših 10. Ko ti to apliciraš na svojo ekipo, zakaj? A imaš najboljšo ekipo v ligi? Potem mogoče. Če si pa, ne vem, od 3. do ne vem, zadnjega mesta v ligi po neki kakovosti, pa verjetno se ne boš držal tega trenda, ker ti bo več odnašal, kot prinašal v igri. Zato to čudno se mi zdi, da kakršen načinov igre bo vedno veliko. 2, 3, 4, 5, ne vem, vedno. Zdaj pa, zakaj gre pa trend v to, da posnemamo najboljše ekipe na svetu, ko tega ne moramo aplicirati na svojo, to je pa meni nerazumljivo, recimo. Konec koncev, nogomet je igra. V igri moraš prevarati onega na uni strani. Zato pa približaš življenje. Ja, zgublja se osnovna bit nogometa. Da si 1 na 1, da si predrzan, da vidiš nekaj več, da imaš neko idejo, ki dvigne publiko. Ne. To nam manjka. Mi smo se začeli vsi skupaj oddaljevati od bistva nogometa. In bistvo nogometa je igra, v kateri v določenih pravilih moraš prevarati nasprotnika. Ja. Eto, in ko bomo puščali igralcem neko svobodo, malo več, kot jo imajo, normalno, z nekimi zahtevami glede filozofije, ki jih imaš, bo se izkristalizirala neka nova ideja, sigurno. Strinjam se pa s tem, kar je Dejan rekel. Ne.
posnemati najboljše ekipe na svetu, z najboljšimi budžeti na svetu, z najboljšimi tehnično usposobljenimi igralci na svetu je utopija. V principu je utopija. Ampak on je prvi s to filozofijo, nekdo je prvi z neko drugo filozofijo, nekdo se tretji pojavi s čist popolnoma drugačno in vsi so prvi. In kaj je zdaj prav? Zadnji sem bral. Jonathan Wilson je en angleški novinar, ki je veliko knjig napisal tudi o evoluciji taktike in te stvari in ti pa to ful zanima. In zadnjič je imel neko kolumno na Guardianu, on piše med drugim, ki je rekel, on drugače navija za Sunderland, je rekel, ta vikend niso imeli tekme, ker so imeli severnoirskih reprezentantov ful tekmo odpadla, sem klical enega frenda, sva šla na neko 7. ligo angleško in je rekel, nisem bil 100 let, kaj sem videl? Vsi igrajo v zadnje linije, razumeš, vsi so Guardiolo gledali in zdaj še tle vsi, je rekel, da so bil 20 let nazaj na neki angleški 7. ligi, se veš, to vse letel po luftu, ne, in ta nek taktičen trend, ki se mi zdi, da je tudi Guardiola začel zdaj rahlo odstopati od njega, ne, v zadnjem času vidimo veliko dolgih žog na Haalanda, Real Madrid recimo je bil zelo očiten primer tega, ne. Samo če se dotaknem ene stvari. Ja, morajo odstopati, ker več ne gre. Zadeve se prej ali pa slej analizirajo, pogruntajo, vzpostavi se kontrataktika na drugi strani. Pressingi so toliko sofisticirani danes, ne? Upajo se več. Več ni Manchester City bal, pa da se povlečeš, pa da čakaš s 5 od zadaj. Zdaj se upajo jeti gor, upajo se pritisniti, nek pressing ustvarjati. Samo enega, to, kar smo prej omenili, samo en moment. Ne spomnim se točno, ampak mislim nekje 15-16. V lanskoletnem polfinalu Madrid, Manchester City, je bilo polfinale, ne? V Champions League je Manchester City imel 15 ali 16 kornerjev. 15 ali 16 v tekmi, ki ti ne gre. Se pravi, taktični plan A ti ne gre, taktični plan B ne gre. Imaš na voljo 16 kornerjev. Niti ene stvari jaz takrat nisem videl, da bi se odigrala, da bi se nekaj naredili, neki premiki, neki uigranga. Se pravi, eto, izgubiš polfinale, potem na 11 metrov, če se ne motim. A imel si že med igro teh situacij toliko, da si lahko rešil, imaš tudi kapaciteto, kdo bo skočil, kdo bo odigral, se ni nujno, da gre samo direktni cross noter, lahko se odigrajo kombinacije na drugega, na tretjega, na četrtega, na drugo statijo, prvi in tako naprej. Ko smo pri Pepu, z ekipo je osvojil vse, kar se osvojiti da, ruši rekorde, piše zgodovino in ta ekipa je zdaj nekje stara okoli 30 let, ne. In potem pride nek trenutek v začetku letošnje sezone, ko greš ti na neko gostovanje, težko gostovanje, ne vem, Southampton, Bournemouth, karkoli, in tebi verjetno tudi v neki točki zmanjka vseh teh motivacijskih prijemov. Kako se potem trener sooči s to problematiko, ko ima ekipo, ki je osvojila vse, kar se osvojiti da, potrošil si različne načine, razbil si kanto, razbil si jih nagovoril, jih prosil, jih mazal, jih božal. Kje pol črpajo? Kje pol črpate? Kaj pol vzamete, da date še tisti nek impuls, ne vem, če bi se v polčasu zostali 1-0 na neki mali tekmi, recimo? Jaz mislim, da zdaj ta situacija, v kateri se znajdu Guardiola, je stvar tega, da so iztrošeni, predvsem mentalno, vsi te igralci in on zraven. Se pravi, se nek cikl zaključuje ali pa se je zaključil in zdaj že vidimo korake k temu, da pomlajuje ekipo. Zdaj pa, kar se tiče pa tega, v trenutkih, ko ti ne gre, je po mojem mnenju najhuje to, da se obrneš proti ekipi, oziroma da kritiziraš. In on je, mislim, da v tem trenutku prav to čisto jasno nakazal. Hvalil jih je ves ta čas, ker je vedel, da je to prehodno obdobje. Zdaj pa, koliko imaš ti časa kot trener, da to preživiš, on očitno ima, ker je še vmes podaljšal pogodbo in hvala Bogu, da jo je, da so mu podaljšali. In zanimivo bo videti, če bo on imel še dovolj energije narediti še enkrat to prenovo ekipe in spet dovolj motivacije, da jih bo spravil, jaz sem prepričan, da jih lahko
spravi spet na enak nivo, ampak to je še prestopni rok ali dva, verjetno potreben za to, plus ogromno energije, ki se pa enormno troši na tem nivoju, se vidimo tudi, kako to vpliva na zdravje večine teh trenerjev. Je tudi v bistvu zanimivo to, kar je Slaviša prej govoril, ne, se nekako za Ancelotija, nekako mogoče ljudje ne interpretirajo Guardiole tudi kot trenerja, ki se prilagaja, ne, ampak lik ta stvar, ki se Dejan omenil, ne, gradnja vedno novih ekip, vedno zahtevajo neko prilagajanje. Oni so imeli neko osnovno idejo, ki je bila recimo neko evolucijsko nadaljevanje tega, kar je že delo v Barceloni, v Bayernu, v Bayernu je začel s temi bočnimi branilci na noter, to je zdaj pripeljal do te revolucije, da je šel celo v 4 štoparje zadnji, vse te stvari, neko prilagajanje dejansko poziciji Haalanda, ne, ki je spet neki igralec v neki širši taktični strukturi, ogromen da, pa z njim pač moraš veliko kompenzirati. Ne. In je dejansko on ogromen nekih teh prilagoditev naredil. Letos smo zdaj v tej fazi pač preprosto vse, kar je probo ni ratal, ne. Ampak on je mogoče zagotovo človek, ki je lih s temi prijemi prinesel največ nekih taktičnih inovacij, tako kot si prej rekel, da se skoraj več nič ne da zmisliti. Ne? In pri njemu je kar tako, da se vse neke te stvari zmislil, ki se zdaj kopirajo, to, da bočni branilci hodijo na noter, je ratala konstanta, ali da igraš pač kar 4 štoparji zadnji, ker je pač so te krilni igralci ratali toliko neugodni, da ga ti težko varuješ mogoče s tem klasičnim, kar smo mi pojmovali kot bočni branilc. Ne? Kako kot trener se lota tega izziva Haalanda, ne? Kako ga vidite kot nekoga, ki kot prvo je, ok, pustimo to neskončno golov, itak zato pač igra na tem nivoju in ima 9-letno pogodbo za milijarde. Ampak kako z igralcem, ki se toliko malkrat dotakne žoge, pa ki pač v tej neki defenzivni schemi z njim skoraj nimaš kaj početi, ne? Ampak ima druge stvari toliko dobre, koliko zahtevno je narediti to strukturo okoli njega, oziroma a ste se srečevala s čim podobnim, ti si imel Mustafa Nukića recimo v Bravo, a je to mogoče mehko slovenski primer tega, ti si imel pa zagotovo tudi veliko takih izzivov v preteklosti, oziroma njegova mogoče specifična pozicija Haalanda, kako ga vidite? Ja, jaz osebno mislim, da ne vem, če Guardioli najbolj odgovarja, ker mislim, da je prvič, da je imel tak tip, ja. Po fizionomiji, po igralskih sposobnosti, po vključevanju v igro, da ima zdaj v Haalandu prvič tak primer, da on more zdaj nekaj novega zmisliti, kako to, ker to se, mislim, da se kosa z njegovo filozofijo do prihoda Haalanda. Nek vzorc je bil z Ibrahimovićem, pa mu ni šlo čez. Ni znal to karakterne barijere. Sicer je tam bolj karakterna barijera, tukaj pa strogo tehnično-taktična komponenta Haalanda, ki je, če njega analiziraš, pa vse ostale igralce, Manchester City je popolnoma diametralno različna. Zdaj, kako to zdaj uskladiti, kako zdaj mu najdeti, predvsem pa ekipi najdeti ta, kako bom rekel, vibe, da so vsi, ker več kot očitno je, da ni te totalne povezanosti, ne da se oni sovražijo med sabo, ampak tujek je on nekakšen, ne? Neki jim ne steče tako, kakor ne bom rekel zdaj, daleč od tega, da je Haaland zdaj kriv za vse te rezultate, absolutno ne, so tudi na drugih nivojih težave, ene je Dejan povedal, drugi si tudi omenil, tako da dejstvo je, da ni to enostavno, zaradi tega je zelo, zelo pametno in skrajno dobrodošlo razmisliti o vseh možnih dejavnikih, ko pripelješ tako ekstra veliko zvezdo na stil, ki ga boš gojil. Guardiola si to lahko privošči, mi si ne moramo, nam ti ga da, ti si vesel in boš naredil vse, da on tam nekaj funkcionira. Guardiola pa zdaj išče neke nove taktične stvari, ki jih je že ogromno zmislil in jih je šlo čez, včasih pa pač se zaplete. So tudi momenti, ko tudi njegova genialnost ni bila lih najbolj posrečena. Tudi v nekih tekmah, ki bi jih mogoče na nek način lahko dobil. Mislim, da ima on svoj do perfekcije izdelan sistem dela, do perfekcije izdelan taktični plan z raznimi dodajanji in oduzemanji,
če mu to ne gre tako, kot si on želi, je največkrat v problemu. Pa njemu ne boš videl, da gre on zdaj v klasično neko spremembo sistema tekom tekme ali pa da gre na 2 napadalca klasično, redko kdaj. Zdaj se je malo osvobodil tega. Prej ne. Je držal svoj koncept od začetka do konca, če šlo, če se šlo, če ni šlo, ni šlo. Tudi menja redko in te stvari tako, tekom tekme. To tako jaz vidim, mogoče se motam, ampak vidim, da redko spreminja svojo idejo ali pa da ima res popolnoma drugačen sistem tokom tekme. On ga na začetku tekme, tudi on zna začeti s 3, pa naslednjo 4, pa neke taktične postavitve, ampak med tekmo, ko mu ne gre, včasih nimate prav odgovor. Za Haalanda bi sem še dal. Jaz pa mislim, da je on bil ciljno pripeljan strani Guardiole, ker če gledamo, mi ne moramo zdaj gledati njegove predstave v tej sezoni, ker so se poklopile s staranjem ekipe, s poškodbami z vsem. Ampak, ker je tudi Guardiola to izjavil, on ko ga je pripeljal in tudi zdaj ne nazadnje mu je dal pogodbo še za 9 let. Se pravi, on ga vidi kot ključnega v svoji ekipi. In ga je pripeljal, ker je bil edina stvar, ki je njemu manjkala v njegovi igri, od vratarja. Vratarja je isto skautiral tazga, ki ima nogo 70-80 metrsko perfektno. In to je zadnja stvar, ki je njemu manjkala v build-upu. Je takrat izjavil. Spravi to, da lahko še nažge dolgo. Da nažge dolgo in da je bo on tam dobil. Se pravi, ali da bo prešprint ali pa da je bo zadržal. In to je funkcioniralo na začetku. Ne? Se pravi, jaz mislim, da je z namenom ga pripeljal, tako kot je se prilagodil takrat v Bayernu za široki krili. Ker to je tudi on izjavil, da ga je pripeljal ciljno, da mu samo še to manjka v tem trenutku razvoja njegove igre. Absolutno se strinjam, da je on bil ciljno pripeljan, sigurno se. Ampak izziv pa je, ne? Izziv pa je, zdaj pa ti nikoli ne moraš vedeti, kako bo to funkcioniralo tam. Vse je funkcioniralo super, ne? Ja, brez Rodrija težje funkcionira, to je problem zdaj v tem trenutku. Ja, pa ni problem v Haalandu, ampak je v zadnjem času Haaland igra super, ne? Sej, tako je Slave rekel, ni Haaland problem, ne? Haaland je del sistema, ampak on definitivno lahko bom rekel, nekako neurejeni taktično ekipi težje funkcionira, kot tam, ko je vse naštiman za to, da... Haaland ima rad malo več prostora, ne? Ja, tlega pa ni, ne? Tlega pa ni, ne? In potem njegove te tehnične sposobnosti toliko ne pridejo do izraza. Čim ima malo več prostora, da lahko pobegne v nek prostor, da ima krilne napadalce, ki mu lahko filtrirajo žoge za hrbtom ali po globini ali iz strani, potem je tlele on Polestrup. Ja. Polestrup. Na postavljeno obrambo je mal problem. Bil sem na tekmi Manchester City, Manchester United, gledal sem, v ravnini sem bil in sem gledal vse dvoboje Maguire, Haaland. Niti ene dolge žoge ni sprejel. Niti ene z Maguirem, ki je za mene malo diskutabilen v tem trenutku. Se pravi, ni sprejel niti ene žoge. Še enkrat poudarjam, vrhunski napadalci in egzekutor. Ampak, kada se ne znajde v tem nekem medprostoru, to, kar pa Guardiola od njega zahteva. Ne? Tako da sigurno je ciljno prepeljan, sigurno vidi se perspektiva tu z njem v bodočnosti. Trenutno pa pač je malo problematično. V zadnjem obdobju vidimo, da število tekem v največjih klubih samo raste. Se pravi, angleški klubi, 3 domače fronte, v Evropi, v Ligi prvakov, zdaj še dodatni 2 tekmi z novim formatom Lige prvakov, potem super pokali to in to je nenormalno število tekem. Zanima me, takrat v vajnih časih, to so rekli, ja, ta je 19 igralec, to češ v 18 imamo na klubi, ta je 19 ne pride zraven. Zdaj ta številka, to samo raste iz tekme, iz sezone v sezono. Koliko igralcev trenutno en evropski trener potrebuje v klubu, kjer nastopa recimo na 4 ali pa 5 frontah, kar je normalno v nekem evropskem velikanu, da lahko ti normalno furaš sezono. Ja. Izkazalo se je, da jih rabiš več, kot jih imajo. Zdaj pa težko je pa trenirati
tako veliko skupino nogometašev. Ker težave so se začele pojavljati, ne vem, City je imel dosti ozak kader, tudi takrat, ko je vse osvajal. Več ekip je takšnih. Ne? In zdaj pa, ko je še toliko večja količina teh tekem, so se začele pojavljati poškodbe, ti pa več ne moreš slediti svojim ciljem z igralci iz akademije ali pa z igralci, ki niso na tem nivoju. Me zanima, kaj bo zdaj v prihodnosti, kako se bojo klubi temu prilagodili. Spet pa, če boš ti imel 22 enakovrednih igralcev, tudi kako to voditi skozi sezono. Res, da je ogromno tekem, ampak spet najti pravo mejo med rotacijo, da bojo vsi igralci koliko toliko zadovoljni in pa v formi, bo pa umetnost. Se to je on skozi govoril, ne, v tem smislu, da ti ne moš pripeljati zdaj nekoga zadnjega veznega, ki bo Rodriju sedel, pa je ne vem kakšna kvaliteta, špico, ki bo sedela Haalandu, pa je ne vem kakšna, kako boš ti te igralce prepričal. Ne? In tako, kot si rekel, v začetku sezone imaš pa ti še prve mesece, ki nimaš niti reprezentančnih pauz in tega, nimaš še Evrope, ne? Takrat igra več ali manj sam prva ekipa, ne? In po parih mesecih imaš že pol ekipe užaljene, ne? In zdaj se bori s tem. Ne? To so veliki izzivi. To so veliki izzivi, ki navzven izgledajo zelo enostavno, ko si pa noter v tej centrifugi, pa je zelo težko. Rabiš obdržati kvaliteto, se pravi na 2-3 frontah, ker spet moraš biti prvi, vsaj v vrhunskih ekipah, ki govorim, in to prva pozicija ti omogoča spet naslednje leto tekmovanje v Champions ligi, še posebej zdaj, ker ta format pa spet drugačen. Absolutno rabiš skoraj pa 2 ekvivalentni ekipi. Zdaj pa potem je problem motivacije, problem užaljenosti, problem minutaže, tako da, ampak so zdaj igralci dosti bolj dovzetni za rotacije, kot je bilo to 10 let nazaj. Prej si omenil, 17-18 igralci, on sebe smatral, da je totalno neuporaben, da je zopet samo rezerva, pride petek, je že to diskoteka s prijatelji in ga ne zanima, kaj se dogaja. Zdaj pa toliko so igralci tudi ozaveščeni, da je to pač del nogometne igre, del treninga, del tekem in da so te rotacije čisto popolnoma normalna stvar. Ker valjda, ne, lih to, kar praviš, ne, recimo Simona Inzaghi vedno vsako tekmo menja te bočne branilce, valjda, ker ima tak sistem. V bistvu je celo, bi rekel, Inter edina vrhunska ekipa v Evropi, ki igra s 3 zadnji. Če ti gledaš, vsi ostali igrajo 4, kar je zelo zanimivo glede tega, kar si tudi rekel, da je taktični trend zelo raznolik, kar se strinjam, seveda, ogromno ekip igra s 3, ampak te najboljše kar konstantno držijo ta koncept razen njega, ne. On pa menja beke, kam kdo karton ga menja, ne. Te vse stvari so zdaj ratale toliko pomembne, ker ti je igra 11-10 zdaj še bolj kompleksna, ne, kot je bila mogoče nekoč, ne. In moraš razmišljati o vseh teh mini stvareh, da to zadevo nekako zvrtiš. Dobrodošla stvar je pa, če se lahko samo nadovežem, je pa 5 menjav. Bravo, ja. To je ena vrhunska stvar. Že takrat, ko sem bil jaz trener, pa ko so sodelovala z Dejanom v Domžalah, sem vedno probal potencirati, zakaj nimamo več menjav, zakaj imaš kader na klopi, košarkaši lahko menjajo, kakor hočejo, rokometu lahko pride sam streljati penal, pa gre ven. Vsi imajo neprestano, hokejaši imajo leteče menjave. Edino pri nogometu je bilo toliko skrčena ta možnost, da si lahko menil. Prišle so tekme, ki bi rad 5-6 menil, pa jih ne moram, pa se moram odločiti, ker ga prej. Ali pa jih 4 dvigne roke, tih pa 3 lahko, posebej v nekih vročih temperaturah. Tako da enostavno, to je dobrodošla stvar, ki je sigurno rešuje to. Še uvedel bi, da jih je tudi 23 na klopi v domačih prvenstvih, ne samo v reprezentančah, ker se moraš potlo odločati, en ti je golman 6 za ne vem, veliko število pozicij, potem pa daješ na klop enega, ki lahko igra tudi na boku, pa tudi štoparja, pa tudi, če jih imaš v kadru, teh 23 na klop, on pa videl, koga rabam, koga ne. Pa še on se boš počutil v kadru, ne, sej to je, da nisi mega pustil zunaj, ne. Ker smo glih pri menjavah, Slave, me zanima, zdaj hipotetično, ti pripelješ enega iz tvojega starega prijatelja iz bivše Juge na tekmo, rečemo Celje Olimpija.
gledate tekmo, prva minuta oziroma prva prekinitev tekme, menjava, golman gre ven, on tebe pogleda, Slave, šta je ovo? A bi ti bilo narodno? Na nek način, ja, seveda. Mislim, jaz se postavim v vlogo trenerja in najdu bi rešitev, da bi dal jaz osebno nekega mladega fanta noter in ga ne bi menil po 1 minuti. To bi jaz. Enega moraš imeti, ne? Enega moraš imeti, ne zato, ker bi ga mogel imeti, ampak zato, ker bi sigurno vsak klub ima enega igralca. Če ga nimaš, potem si ti v problemu kot klub. Če nisi izkristaliziral enega fanta, ki mu boš dal 20 minut, 30 minut, potem si ti kot klub naredil napako. In sploh ne bi prišel do tega, da nekoga sem primoran menjati v prvi minuti. Ali mu verjameš, ali mu pa ne verjameš. Jaz v svoji karieri sem dajal tudi igralce, ki so bili stari 15 let, pa pol, pa 16, pa 17, pa nešteto 18-letnikov noter, ki so igrali, eni so bili celo še kapetani ekip pod 20 let. Tako da gledam to iz te neke perspektive in vsak klub bi mogel imeti najmanj 2-3 take igralca noter, ki mu verjameš in ki mu daš pozicijo tako in da ga pustiš, da igra. Ampak a gledate na to pravilo kot pozitivno v Sloveniji, enega v 21 igralca, ali je to preveč na silo? Mnenja so pač nekako deljena, ne? Pa samo pravilo kot pravilo ni napačno. Če se ga da izigrati, potem je napačno. Nisi nič ti pripomoril k temu. Filozofija je popolnoma jasna. Dajmo naše mlade fante noter in dajmo jim priložnost. Zadeva se je v Sloveniji na klubskem nogometu zapeljala, saj glede tega tiče, kar se tega tiče, v eno zelo stransko cesto, ne? Ogromno je tujcev in ni priložnosti za igralce, ki bi morali čez nekaj časa voditi klub oziroma reprezentanco na različnih nivojih. Zaradi tega je to pravilo vzpostavljeno, saj jaz mislim, da zaradi tega, ampak se izigrava, se pravi, ni okej. Potem... Ja, mislim, jaz bom pa iz prakse povedal, ker sem ga tudi moral živeti to pravilo. Prvi sem tudi vedno bil za slovensko stroko, slovenske igralce, mlade itd. In to, da se nekako naredi neko pravilo, ki bo to spodbujalo. Ampak se mi zdi, da je bilo vseeno prehitro implementirano, prehitro so ga uvedli. Zakaj? Ker iz prakse lahko povem, nekaj klubov je takih, kot je na primer bil Bravo, ki s tem ni imel nobene težave, ker je že imel to filozofijo mladih igralcev, se prav ni bilo težav. Pri večini drugih so bile pa težave takoj od prve sezone. Zakaj? Zato, ker si ti moral dati v igro nekoga, ki si tega ni zaslužil. Prva stvar, kako najti po poziciji. Se pravi, ti imaš nekoga, ki ga moraš dati noter in se pravi, celo ekipo boš zdaj prilagajal zato, ker je on mlad in bo igral na tisti neki svoji poziciji, da bo manjško. Se pravi, kakovost igre, kakovost ekipe pada, ne delaš slugo niti temu fantu. Jaz sem imel recimo primer v Muri potem, ko smo imeli enega igralca, ki je v 21, ki je bil res sposoben igrati prvo ligo, super, potem pa še dva, ki mogoče lahko malo notri vstopata. 2 dni pred prvenstvom prodajo tega igralca v tujino. Kaj zdaj? Se pravi, tisti, ki je bil prvi, da bo mogoče lahko nastopil, pa tudi se je bilo treba zelo prilagoditi celo taktiko, celo ekipo in pač niso igrali najboljši. Se je poškodoval dan pred tekmo. Se pravi, je odigral nekdo, ki sploh ni imel zveze s tem, da bi si to zaslužil. Seveda, pravilo je narejeno v dobri veri, se pravi, da bi klubi skautirali in dali priložnost vse več slovenskih igralcev in zdaj so primorani in se to počasi vrača, ampak je to prehitro bilo narejeno, se mi zdi. Vse tako, kaj Slavi rekel, jaz mislim, da pa to problem, ti vidiš problem planiranja klubov, ne? To, da ima Celje samo sešljarja, ne? Pa da mora zdaj to delati, je smešno, ne? Ti pač veliko bolj poznaš srbski nogomet, kamine. Srbi so to pravilo uvedli, bili glede njega skeptični, pa so ga celo povišali, ne? Ampak ti, ko gledaš srbsko ligo, je 90% srbskih igralcev, ne? Ja. Pravilo gor ali dol, ne? Oni nimajo, oni so celo sprostili zdaj pravila glede EU igralcev, ki lahko igrajo, ne? Ampak pri njih se to ne pozna, pri nas je pa poplava tujcev še vedno. Slovenskega igralca se zdi v tem trenutku nekako preživetje mu zagotavlja samo to drugo pravilo, da moraš imeti pač kvoto igralcev slovenskih v kadru, a po drugi strani boš prišel v to, da bodo
te klubi, ki imajo denar, teh par v prvi ligi, pobrali te slovenske igralce, ki vsaj približno izgledajo in na koncu ne bojo igrali, ker bodo igrali tujci. In je to cel tak mal džumbus. Ta problem je že nekaj časa živ v slovenskem fuzbalu. Sigurno je živ in nekako v tem trenutku jaz mu ne vidim konca. Bojim se, da bo še bolj problematičen, še večji problem. Se pravi, klubi imajo svoje skavte, klubi imajo svoje trenerje, klubi imajo svoje tudi menadžerje, ne. Konec koncev, nogometna zveza mora imeti neko svojo filozofijo, kako vsesti s klubi se podebatirati o tej problematiki. Se pravi, stroka isto. Če smo mi tukaj vsi na takem nivoju, da ne moramo na leto vsak klub enega kvalitetnega mladega fanta usposobiti, da on je v kadru prve ekipe, potem smo mi v težavi. Absolutno smo v težavi. In še vedno trdim, sigurno so. Treba mu dati priložnost. Bo padel enkrat na glavo, dvakrat. Če je filozofija kluba jasna, potem ne bo trener bil na udaru zaradi tega. Če se ga pa gleda za vsako točko, za vsak gol, potem pride do tega, kar je Dejan povedal. Samo realnost je taka, da imamo mi klube, ki ne čakajo. Ti moraš preživeti. Pa še tuje trenerje imaš, kar je pa zdaj naslednji problem temu tujemu trenerju je, on pač mora delati rezultat, absolutno. Se ne pravim, da ga vi slovenski trenerji ne rabite, ampak se mi zdi, da imate, verjetno, če doma delaš, tudi ti verjetno, kad delaš v Bolgariji, imaš mogoče malo drugačen pogled na to, kad si delal v Domžalah, kad si enega Kirma iz tretje lige pripelil, Ljubljankića, Handanovića, ki so bili mladi fanti, ki jih ni bilo na mapi, pa so se čez ta vaš sistem nekako, vi ste v bistvu to delali, kar še ni bilo treba delati v Domžalah. Se smo se kar osredotočili na to, da najdemo, da skotiramo, da jih vzamemo prej drugi in potem jim ponudimo inštrumente treniranja, priložnost in to je to. Isto je to bilo v Zvezdi, isto je to bilo v Levskem, v reprezentanci Latvije. Naredili smo plan in mi smo imeli prvo leto smo skautirali tisto, kar smo imeli. 14 igralcev pod 23 let, v reprezentanci govorim, ki zdaj kar zavidljivo vlogo igrajo in so en trd odrek za vsakega nasprotnika. So igrajo neodločeno s Turčijo, z resnimi reprezentancami, to dvakrat, trikrat, z Velsom in tako naprej in tako dalje. Treba verjeti v to, treba verjeti v svoje delo, treba dati priložnost. Rajš vidim, tako kot Dejan rekel, rajš vidim, da dam našemu priložnost, pa da pade 5krat na glavo, pa v nekaj, kot da mi pripeljajo igralca iz 4. portugalske lige, neke francoske 3. lige in tako naprej. Mislim, to smo delali mi. To smo delali v začetku slovenske lige, vedno so bili tujci in vedno bodo tujci. Bili so dosti bolj kvalitetnejši, kot so zdaj. Se ne lažemo, čisto odkrito. In te tujci so potem te mlade igralce lahko usmerjali skupaj s trenerjem, ker napreduješ kot igralec z dobrim trenerjem, dobrim treningom in dobrimi soigralci. Če tega ni, potem se disbalansira zadeva. Jaz tukaj razmišljam, to vse drži. Ampak pogoji za to, da ti to lahko delaš, so prvo odločevalci, mora stati za to filozofijo. V Domžalah takrat ste bili, ne vem, gospod Oražan, Protega, pa ti, ki ste imeli skupni cilj, skupno vizijo in ste na tem delali. In smo vsakega igralca posebej, zakaj je ta tam, zakaj je on tle, kjer mlad, kjer starejši. In skupaj ste delali dobre stvari, skupaj ste delali napake, skupaj, isti cilj tera. Tako je. Zdaj pa poglejmo v Sloveniji, kje so te predpogoji? Ja, zdaj je to, se pravim, zaradi tega, da zdaj je to popolnoma druga zadeva. Zdaj so pogoji popolnoma drugačni. Tuj kapital pride noter, on ima svojo zgodbo, on ima svojo vizijo, njega v principu ne zanima, nič drugega, razen rezultat produkcije igralcev, prodaje igralcev. Konc debati, on tle domač ali ni drugače, se on z okoljem zlije ali ne zlije, to njega v principu ne zanima. Se ti si ta kontrast doživel, izbrava v Muro, lih to, kar govoriš, si
Pa še sredi sezone si prišel v Muro na že postavljeno ekipo z nekim svojim konceptom fuzbala, ki se je razlikoval od tega sigurno, kar je bilo prej, dobiš ekipo, v bistvu si neka Morim moment doživel na nek način. Morim, za katerega si tudi govoril takrat, da ste ga v Bravo zelo študirali in si neformalno, ko smo se pogovarjali, izpostavil veliko zanimivih stvari glede njega. Ne? Kaj naj zdaj odgovorim? Glede Brava. Tukaj je to, kar sem glih prej omenil, tukaj so te predpogoji zadovoljeni. Spravo, ti imaš predsednika, ki daje varnost, ki nastopa kot, ne vem, mecen, ki spodbuja izobraževanje in ki da proste roke. Imaš športnega direktorja, ki dela največje presežke, ne vem, od časov Protege in Zahoviča. Pa tega noben ne ve, ker ne zna, samo absolutno gledajo, ne znajo relativno pogledati, s kakšnim budžetom on operira. Sprav to je Dejan Močnik in Darko Klarič in imaš, po mojem mnenju, zdaj bom jaz malo rekel predrzno, ampak imaš ob Luki Elznerju največji potencial trenerski v Sloveniji kadarkoli, to je pa Arnold. Sprav tukaj imaš te 3 predpogoje zadovoljene, se pravi so skupaj, ki delajo skupaj napake, skupaj iščejo rešitve, skupaj se razvijajo. Imajo ta mir, ampak to je možno samo, če so vse te 3 komponente skupaj. In to se v Bravo dogaja. V Muri pa tega nisi doživel, če smo natančni. V Muri je bil specifičen trenutek, zato ker takrat je bil zaključek ene zelo uspešne dobe po Šimundži, spravo to je bilo 5-6 let fantastičnih, ki jih bo zelo težko ponoviti. Potem pa ne moram reči, da tega nisem imel, ker tam je predsednik Robert Kuzmič, velik entuzijast, zaljubljenec v nogomet, v Muro. Ni bilo pa takega sodelovanja, ni se še uspelo vzpostaviti tako sodelovanje v tem trikotniku predsednik, športni direktor, trener in ni bilo dovolj časa, da se to vzpostavi in to je bil ključni razlog. Slaviša, kje se je pa ravno v teh nogometnih elementih zalomilo v Domžalah, da so iz tako stabilnega, tako produkcijsko kvalitetnega kluba praktično čez noč postali klub, ki drvi v drugo ligo? S tem, da si ti vmes tudi v zadnjem obdobju še imel neko sodelovanje z njimi? Jaz sem imel sodelovanje 2 leti nazaj v smislu nekega svetovanja predsedniku. Moram biti iskren in povedati, da stanje, ki sem ga takrat videl, je bilo daleč od tistega, kar sem zapustil, oziroma kar smo zapustili pred 10-12 leti. Popolnoma druga filozofija, drugi odnosi, kar je najbolj pomembno. Kaj se njim zalomil, ne vem točno, opozarjal sem na eventualne posledice, takrat že imajo vse shranjeno v obliki mojih poročil. Mogoče niso resno jemali stanje takrat in zadevo, da se lahko zapelje čisto eno drugo smer. Trenutno ne kaže dobro, bojo mogli strniti glave in orang po mizi udariti, če hočejo izplavati iz tega in se vrniti neke bazične stvari, ki so jih imeli zelo dobro postavljene. Zdaj, omenil si Šimundžo, ne? Šimundža je začel delati neko drugo zgodbo v Mariboru, vemo, kako se je zgodilo. To, kaj je Slavi rekel, pridejo tuji razliki, ne zanimajo in postavijo svoje tep. Je še on, ki je bil en redkih mogoče slovenskih trenerskih person, ki so še delale v slovenskem nogometu, ga več ni, vaju ni tebe že sploh dolg časa. Ti, potem ko si kot Bravo bil rangiran kot najbolj perspektiven slovenski trener dolg časa, po parih mesecih v Muri, da ne znaš več delati. Po drugi strani, če smo direktni, na Nogometni zvezi Slovenije se več ali manj selektorske službe dajo bivšim nogometašem brez kakršnih koli trenerskih preteklih izkušenj. Kaj je sploh v tem trenutku rešitev za slovenskega trenerja, ki hoče delati, a je možno, da so doma
vrata toliko zaprta in da vidva tle sedita, nama zadelata. Ja, jaz mislim, da je stanje točno tako, kot si ga opisal. V tem trenutku zelo, zelo slaba perspektiva za slovenske trenerje. Prej smo opisali odločevalce v klubih, tuj kapital, nezaupanje v stroko, v razvijanje stroke. To je na takem nivoju, že tako je malo mest, omejeno mest v klubih. Ti imaš prvo ligo, drugo ligo, nekaj mladinskih ekip, kjer imaš lahko ti kvalitetno službo, potem se pa konča pa selektorska mesta. Pa prej smo omenili, kako je s tem. Sej to ni samo pri nas. Vedno si bolj cenjen, ne doma, ampak v tujini. In to Slaviša veliko bolj ve od mene, ker še nisem delal v tujini. Tako da, kar se mene tiče, jaz zelo recimo delam tudi magistersko nalogo na to temo, status trenerja v Sloveniji, ker poskušam to malo bolj raziskati in najti neke predloge, kako bi se naš status spremenil, predvsem v tem smislu, da se bo stroka bolj priznavala, ne da boš dobil službo na račun, ne vem, imena preteklosti in brez izkušenj, brez znanja v bistvu. Kar obsežno vprašanje, o katerem se lahko pogovarjamo kar nekaj časa. Ključna zadeva je, da se ne spoštuje naša stroka tako, kot bi se morala. Ne glede, kakšen je priimek ali pa ime. Če se samo ozrem nazaj, pa pogledamo, kdo je se uvrstil na svetovno in evropska prvenstva. Domači trenerji. 2-krat, oziroma 4-krat vse skupaj. Srečko Katanec, Matjaž Kek. Lige šampionov, Lige Evrope. Milanič, Šimunđa. Kdo je v ligi, to sem že povedal, zmagovali so se velike ekipe. Lyon, Chelsea neodločeno, Bayer Leverkusen, Stuttgart je padel, Freiburg je padel, West Ham je padel, Gorica, Kopenhagen. Se pravi, stroka je pokazala, da zna, da je adekvatna. Zakaj mi ne doživljamo tukaj adekvatnega feedbacka, jaz to ne vem. Pridejo tuji trenerji, ni problema, tudi jaz sem tuj trener nekje od zunaj. Ampak njihovo potenciranje njihovih uspehov, pa potenciranje naših uspehov je skoraj neprimerljivo. Sploh se ne potencirajo naši uspehi. Njihovi najmanjši uspehi se tako napihnejo, da potem smo mi vsi zelo, zelo majhni. Izpade, da se preden so nekateri prišli, sploh fuzbal tukaj ni igral. Da se je začel fuzbal z nekimi drugimi ljudmi. Kakorkoli obrnemo, pionirji smo slovenskega nogometa od 90-ih let, kot igralci in pionirji trenerskega posla kot trenerji. To so dejstva. Lahko jih sprejmejo ali jih pa ne sprejmejo, ampak to je dejstvo. Sprav, moramo se več ceniti, moramo se več spoštovati in pomagati. Dosti je tudi ljubosumja. Rajš vidijo, da pride tujc med trenerskimi kolegi, pa da on nekaj naredi, samo da kakšen od nas nekaj ne naredi, ker potem je on že ogrožen, ali pa je on malo večji kot ti. Dostikrat sem tudi doživel, da ko so nekateri poklicali tudi na zvezo, pa tudi kakšne trenerske kolege, da niso bile ravno prijetne besede ponujene glede mene osebno, tako da se počutiš malo nelagodno, ampak to so dejstva in žalosti me to, ker velika večina in medijev, ki so zaslužni za eno ali pa za drugo stvar, vejo to, pa ne povedo. Nikdar. Dejstvo pa je eno. Ni važno, koliko znaš, kaj si naredil, kako te prikažejo. Samo to. Kako te prikažejo kot trenerja, kot igralca, kot funkcionarja. Prej je Dejan omenil Arnola. Trenutno
najmanj toliko, kot vsi ostali trenerji, pa jih ne bom zdaj imenoval tukaj. Najmanj toliko, če ne še bolj. Z manjšim budžetom, z manjšim igralskim kadrom, skoraj identični rezultati. Edin, ker nima priložnosti, da še več tekmuje v Evropi, ki se mu je zalomila letos zaradi mogoče tudi slabega igrišča, ki je bila tista voda proti Zrinski, če se ne motim. Pa se toliko ne govori, kakor o vseh ostalih trenerjih tukaj. In to jaz pogrešam. Ne? To jaz pogrešam, da si potem še pomagaš v nadaljevanju naprej in tako dalje. In ta zgodba se ne zaključi samo pri trenerjih. Zdaj so še klubi so še v svojih kadrih, spet drugi, podcenjuje se naša trenerska stroka, definitivno, na vseh možnih nivojih. Nimamo neke velike zaščite trenerske organizacije, nimamo niti neke velike zaščite tudi nogometne zveze, nimamo neke velike zaščite tudi medijev. To je to. In to so dejstva, pa se lahko zdaj jezi ali pa ne jezi, ampak to je to. Prej ali pa slej bojo si odprli oči, pa bojo rekli, mogoče pa mi prav. Slaviša je rekel Bob, naj bodo to tudi zadnje besede našega druženja. Hvala obema, da sta si vzela čas, mi vaju cenimo in upamo, da bosta kmalu spet na nekih drugih stolčkih, resnejših, kot je tale fotelj. Manj udobnih, pa bolj vroči. Sam 2 dni sta v trenerskem poklicu sproščena. Ko podpišeš pogodbo, pa ko greš. Takrat veš, na čemu si. Hvala za družbo.